Pogovor o. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Pogovor o bomo slišali nekaj aktualnih izzivov, ki jih čutijo direktorji, če opravljajo to funkcijo v vzgojno-izobraževalni ustanovi znotraj cerkve. Slišali bomo, kako je z zakonodajo, financiranjem, kadrovsko situacijo in kako si podajajo roko starši in kakšno zavetje nudijo učencem. Jana Lašč sem uporabila besedo zavetje, kajti v današnjem času se zdi, da se marsikdo zateče k cerkvi, ko je drugje že izgubil upanje. Če to drži ali ne, pa bomo izvedeli v nadaljevanju. V našem studiu so zbrani Janez Krnc, direktor Zavoda svetega Frančiška Saleškega. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Dr. Andrej Flogi, direktor Zavoda Antona Martina Slomška. Lepo pozdravljeni. In pa magister Anton Česen, direktor Zavoda svetega Stanislava. Lepo pozdravljeni. Kako bi na kratko opisali zavod, ki ga predstavljate? Največji je gotovo Zavod svetega Stanislava, v njem deluje več ustanov, koliko ljudi, kako jih povežete, kaj je tisto skupno, gospod Česen? Ja, Zavod svetega Stanislava je res največja vzgojno-izobraževalna ustanova ljubljanske nadškofije. Povezuje tako vrtec, osnovno šolo, glasbeno šolo, gimnazijo, dijaški in študentski dom in galerijo. Mi imamo vsak dan okrog 1500 uporabnikov, se pravi od otrok starih 1 leta do 25 let, 250 približno zaposlenih. Ti se srečujejo na različnih nivojih, tako da smo en poskus, lahko bi rekli, neke velike skupnosti, kjer sobivamo tudi v različnih generacijah. In kako poskrbite, da je to sobivanje harmonično? No, predvsem je to zasluga vseh ravnateljev, ki vodijo posamezne enote, s katerimi se tedensko srečujemo na sestanku in načrtujemo delo, tako da tudi različni dogodki, ki potekajo morda včasih na isti lokaciji ali pa z istimi viri, lepo potekajo, zato ker drugače je pravzaprav skoraj nemogoče, ker bi hodili drug po drugem. Verjamem, enako vprašanje za vas, gospod Flogi. Vaš ustanovitelj je mariborska nadškofija, ste nekoliko mlajši kot ljubljanski zavod, tudi nekaj manj ljudi pod streho, vendar je tudi vaša naloga verjetno, da se trudite, da vsi dihajo za isti cilj. Ja, torej Zavod Antona Martina Slomška je edina vzgojno-izobraževalna ustanova, ki deluje v okrilju mariborske nadškofije. V sklopu našega zavoda deluje torej vrtec Montessori, potem imamo osnovno šolo Montessori, glasbeno-baletno šolo, škofijsko gimnazijo, dijaški dom in pa seveda tudi medgeneracijsko akademijo, medgeneracijski center, kakorkoli že temu rečemo. Dnevno nas je v hiši 125 do 130 v bistvu zaposlenih, vsekakor potem to pomeni okoli 1100 otrok, tako ali drugače. In po sklopu našega zavoda imamo tudi še podjetje, ta del, ki se tiče kuhinje in vsega ostalega, imamo ločeno, tako da ta del opravlja naše podjetje Skalina, kjer je pa tudi dodatnih 25 zaposlenih, tako da smo kar ena taka zaključna celota. V osnovni je osnovna vizija našega zavoda je v bistvu postaviti večgeneracijski center. V načrtu smo imeli ali pa še imamo tudi dom za ostarele, to pomeni, da na enem mestu bivajo vse generacije, od vrtca do, bi temu rekel, upokojencev do ostarelih in dejansko prenašamo spoznanja, izkušnje, modrosti, vrgolije drug na drugega. To je tista osnovna vizija, tako da dejansko, če še poudarim torej tale socialni del, pomembnost odnosov, druženja in vsega ostalega in seveda po drugi strani tudi to, kar bomo najbrž tudi potem kaj izpostavili, vpliv sodobne tehnologije in kako te stvari umeščati. Tako da imamo zelo zanimive in bi tim rekel izzivov polne dneve. Vsak dan je nov izziv, ki ga seveda brez naših ravnateljev in vodstva nikakor ne bi zmogli, tako da tukaj imamo srečo, da imamo res dobre sodelavce, ki se razumemo ne samo po strokovni plati, ampak tudi po osebni plati. Gospod Krnc, Zavod svetega Frančiška Saleškega je ustanovila redovna skupnost salezijancev. Zdi se mi, da ste še nekako najbolj oddaljeni od mestnega vrveža. Verjetno tudi to vpliva malce drugače na vaše dihanje, če uporabim izraz odprej. Res je, mi smo na obrobju Ljubljane in zaradi tega morda po eni strani to prednost, smo srednje narave, malo umaknjeni od mestnega vrveža, po drugi strani seveda
je pa tudi ta komunikacija z mestnim življenjem, družabnim življenjem v današnjem razgibanem času morda malo okrnjeno, vendar so povezave vseeno, tudi javni prevoz in podobno so dosti dobri, tako da ni kakšnih večjih težav. Smo ena manjših ustanov katoliških, tako da po drugi strani ne samo, da smo manjši, smo tudi tisti melnik ali pa nek spomenik ob osamosvojitvi. Mi smo nastali že leta 1991, kot prva zasebna gimnazija v Sloveniji in od takrat naprej tako z manjšim obsegom dobro delujemo. Letos imamo 30 let mature, prve mature, tudi to želimo malo obeležiti. Drugače pa sama ustanova, sam zavod svetega Frančiška Saleškega obsega 3 enote. Prva je sama gimnazija Želimlje z 2 in 3 oddelki, vsako drugo leto se menja. Potem dom Janeza Boska v Želimljem in potem še enota na Rakovniku. Na Rakovniku so predvsem dijaki iz ljubljanskih šol, 55 jih je trenutno v tem dijaškem domu. V Želimljem so pa dijaki, ki hodijo in obiskujejo gimnazijo Želimlje. Je tudi zelo velika skupina, kar 265 jih je trenutno v samem domu. Večina od celotne generacije, ki obiskujejo našo šolo. Tako da je to življenje se prepleta dopoldan, popoldan v povezavi s profesorji, učenjem v učilnicah, popoldan pa potem v vzgojnih skupinah in predvsem tudi več je tega druženja. Vse skupaj pa želimo nekako utemeljevati ali pa kot salezijanska ustanova gradimo na preventivnem vzgojnem sistemu. Se tudi vi tako redno srečujete med seboj, tako kot recimo v Zavodu svetega Stanislava, da vse teče kot mora? Ja, jaz sem komaj dobro prišel v to ustanovo, sem prvo šolsko leto med mladimi v Želimljem, tako da se predvsem navajam, veliko opazujem, poslušam, poskušam biti čim več tudi udeležen tako v zbornici med profesorji, kakor tudi med vzgojitelji in pa seveda med odmori, popoldan z mladimi, če je možnost tudi jih daj kam odpeljem, grem z njimi, tako da skušam imeti ta osebni stik z mladimi, kakor tudi potem seveda stik z profesorji in z ravnateljem doma in ravnateljem gimnazije, kjer se tudi na rednih kolegijih srečujemo. Zdaj pa, ker smo še bolj na začetku oddaje, se mi zdi zanimivo tudi tole vprašanje. Kakšna je razlika, če si direktor izobraževalne ustanove ali gospodarske družbe in kako uživate pri svojem delu? Za vas, gospod Česen, ta direktorski stolček pa tudi duhovniški staž, kako se to vse skupaj prepleta? No, torej jaz prvi del vprašanja ne znam odgovoriti, ker nisem bil v nobeni gospodarski družbi direktor. Kar se tiče pa poslanstva znotraj Zavoda svetega Stanislava, pa seveda vidim, da zagotovo, ker je na eni strani vzgojno-izobraževalna ustanova, kot je naš zavod, cerkvena, katoliška ustanova, je vsekakor nujno potrebno, da imamo duhovnika ali duhovnike, ki nekako usmerjajo in dajejo ritem temu življenju v ustanovi. Trenutno je možno, in tukaj smo zelo hvaležni Nadškofiji Ljubljana, da poleg mene imamo še 3 duhovnike, ki delujejo v različnih enotah in dejansko skrbijo potem kot kaplani za neposredno duhovno življenje. Moja vloga recimo kot direktorja je pa, kot je že bilo tudi prej rečeno, ne pa predvsem, da skupaj z ravnatelji in z ostalimi zaposlenimi razmišljamo o usmeritvi, o izzivih današnjega časa, o tem, kako mi kot kristjani in kot cerkev v eni taki vzgojni ustanovi, vzgojno-izobraževalni ustanovi lahko dajemo evangeljsko sporočilo